To, kar se pa izkazalo kot bolj učinkovito, kot farmakološka intervencija, so pa različne oblike kognitivne vedenjske terapije, pogovorne terapije, raznih aktivnosti, ki ljudi dajo v nove okoliščine, da so se sposobni z novimi ljudmi pogovarjati, ne samo, da se vračajo na stvari, ki so se zdaj zgodile in na percepcije, ki so jih imeli. In to je tisto, kjer je največja, po mojem, najmočnejša povezanost med tem, kar ste rekli, zapravo ujetost v neke lastne misli, v neke cikle in v tem, kako poskušamo te cikle prekiniti. Ja, zaenkrat je najbolj aktivno orožje to, da damo možganom neke nove informacije, nek nov pogled, neko novo percepcijo. Je pa to nenehen boj, vsaj pri ljudeh, ki se s tem spopadajo. To ni neka stvar, ki jo enkrat rešiš in predelaš in potem je zdaj. To je pa mogoče včasih bila neka naivno mišljenje, recimo, ne vem, Freuda. Ne? Ko bom prišel do tiste ene stvari, ki je potlačena in bo prišla na plano, ko se bo to enkrat izustilo, bo vse zginilo za vse večne časa in bo kot da odrežemo tumor iz telesa.